S tem so pridobili še učilnici in, kar jih izredno veseli, tudi manjšo knjižnico. Ker je bistveno večja in nudi veliko boljše pogoje za učence in delo knjižničarke. In seveda tudi tisto, kar je zelo pomembno, kuhinja, ki se je povečala, se pravi več kvadrature in s popolnoma novo sodobno opremo. Vse skupaj nam bo omogočilo boljše, kvalitetnejše delo, zadovoljstvo učencev, zaposlenih, pa seveda posledično tudi staršev. V obnovo šole so tako v zadnjih 2 letih vložili 1,2 milijona evrov, s tem pa je večina del na koprivniški šoli končana. Seveda je pa ena velika želja še atletska steza, kjer bi radi jo preplastili s tartanom, pa seveda vedno se najde še kaj pri urejanju okolice, pri opremljanju šole. Treba je vedeti, da gre tu za manjšo šolo z nekaj približno 90 učenci, da pa je dejansko šola, lahko rečem, že pri sami izvedbi takrat bila izvedena nekoliko neposrečeno z določenimi napakami, ki so se pojavile zdaj, ko je čas pretekel. Krška občina namenja znatna sredstva v zagotavljanje primernih pogojev za šolsko dejavnost. Trenutno urejajo vso potrebno dokumentacijo za šolo v Velikem Podlogu. To je še zadnja šola, ki je pravzaprav popolnoma neprimerna za uporabo. No in tukaj, kot sem že omenil, bomo delali se pravi 4-oddelčno šolo in pa 4 oddelke vrtca. Tako v enem objektu, kar se mi zdi zelo racionalno. Za ta objekt imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, imamo pridobljeno pravzaprav vse razen projekte za izvedbo. Kandidirati so želeli tudi na razpisu za državni denar, ki pa je zaradi trenutnega stanja v državi prekinjen. Nadaljeval naj bi se v naslednjem letu, kar gre občini na roke, saj bo do takrat nared vsa dokumentacija, dodaja Stanko.